Ljudski umetnik Jože Levin se je rodil leta 1912 v Iličnem Vrhu nad Idrijo, v družini s 5 otroki. Oglušel je v rosnih letih zaradi nezgode. Rodil se je v Idriji, v Iličnem Vrhu nad Idrijo, potem so se po nekaj letih družina preselila v Dol pri Ljubljani na Korant. Tam jim je bila med vojno domačija požgana, potem so bili internirani, potem po vojni so si naredili hišo v Dolu pri Ljubljani. 62. leta smo prišli pa v Hojče, pa ponovno začel graditi dom za nas 4. Naš oče je bil prijazen, dober, ustrežljiv, ljudje so ga imeli zelo radi. Pri nas se je zbiralo skoraj vsako nedeljo, razen pozimi, veliko ljudi, veliko gluhonemov je prišlo, veliko domačinov. Midve z Olgo seveda smo bili vsak dan okrog njega. Olgo je imel zato rad, ker je bila bolj taka, bom rekla, nagajiva, pa se je smejal rad. Jaz sem pa mogla to pa z ljudmi pa komunicirati, bolj prevajati. Ko so prišli naročati slike, eni so jih prišli sam pogledati. Dosti je bilo najinih sošolcev, ko smo že v šolo hodile. Bil je tak vesel, ni dosti govoril, tako bolj je z rokami, imel je pa neko svojo kretno. Najbolj se mi v spominu so bile besede prosim, naju je zmeraj prosil, tako da je rekel prosim, to pa to mi naredite, zato se je lepo zahvalil. Če je videl, da je kdo slabe volje, joj sem kaj hudega naredil, oprostite. Ko so pa od nas šli domov z hiše, je pa zmeraj rekel srečno pot do vašega doma. Ata je bil po izobrazbi zelo skromen človek, imel je samo 4 razrede osnovne šole, še to 2 leti italijanske, normalne šole, nobene gluhonemnico ni hodil, zato smo tudi njegove kretnje prevzeli medve sestro in mama, smo se tega naučili. Moram reči, da se nisem nikoli sramovala kreten, da sem bila zelo ponosna, če sem jim lahko kje kaj pokazala, kaj povedala, pa tudi, če so me ljudje gledali, tudi so govorili, to je pa una od tamutastih, to me nič ni prizadelo. Jaz sem bila ponosna na svojega očeta. Ko sem bila že recimo starejša, ko sem šla v šolo, si je on strašno želel, da bi jaz študirala medicino. Sem pa vedela, to je 4 leta gimnazije, to je 6 let medicine, to je preveč bo dal denarja, ker štipendije nismo nobene dobile. Sem rekla, nič grem jaz v zdravstveno šolo, da bom prej dobila, da si zaslužim, pa bom šla pol naprej. In je bil tudi s tem zadovoljen. Umetnik je ustvaril številna dela, ki krasijo domove njegovih sokrajanov in tudi naših izseljencev v tujini. V domači delavnici je ustvarjal skorajda do svoje smrti. Umrl je leta 1988. Jože je bil velik človek. V Slemena, kot imenujemo ta prostor, ga je pripeljala ljubezen. Njegova žena, tudi gluhonema, je bila doma iz teh krajev, iz Črnca. In tako smo dobili krasnega človeka z obsežnim opusom slikarskih del. Veliko je delal tudi v rezbarstvu, veliko križev, razpel. Seveda pa je delal tudi druga dela, kulise naprimer. Veliko jih je delal za cerkvene potrebe, za obhajila, birme, vse slavnosti, ki so bile. Delal pa je tudi kulise za dramsko skupino Sveti Gregor. Velik opus njegovih del pa so gotovo slike, ki smo jih nekako razdelili po tematiki na naravo in arhitekturo. Veliko jih je imel iz območja, odkudar izhajajo, se pravi iz Idrije pa gore, pa to je imel zelo rad. V teh motivih se tudi pojavljajo tipi narave, oziroma poletje, pomlad, jesen, zima,
Še več teh letnih časov pa je tudi vidnih na spominskih krožnikih. Vse slike je slikal z oljem na lesonit. Nekaj slik je pa krasilo tudi gasilske domove, ki jih je opremil z glavnim patronom, svetim Florjanom. Je pa veliko delal tudi spominskih slik. Tukaj imamo tudi spominske slike za hčeri, za Olgo in Majdo, za 18. pa 19. rojstni dan. Veliko teh naročil bilo, ker ljudem je bila blizu ta način njegovega dela, Ker pa je bil gospod veren in je cela družina verna, je pa veliko tudi vsebin, hišne slike, ki so nam vsem poznane, srce Jezusovo pa srce Marino. Meni je fascinantna slika Jezus apostoli, ki ima hčerka Majda, pa tudi Jezus dobri pastir. Tako zelo lepe povedne svetopisemske teme. Jože je upodobil in naredil veliko spominskih krožnikov z različnimi motivi, se pravi od živali do pokrajine, narave. Skratka, vse, kar razen cerkvenih tematik tukaj ni zbranih oziroma verskih. Tukaj lepo vidni so letni časi, ki jih je rad upodabljal tudi na sliki. Vsebinski sklop njegovih slik predstavljajo tudi divjad, ptiči in domače živali. Mene je zelo fasciniralo te slike, pravzaprav, ki so kot breze, v obliki elipse, ki so vse razne majhne živalce, ptički. To je bilo nek poseben način dela, ker tudi okvirje za slike je sam, veliko jih je sam izdelal. Delo popoldne. So bili obiski, če jih ni bilo, je vzel blokat, svinčnik pa je šel v gost. Pa smo čakali, da bo prišel, pa je prišel s kakšno korenino na rami, pa v roki neki, pa polne žepe storžev, ja pa kaj pa ima vse to, rabim. In teh stvari še nekaj, kar imam shranjenih doma, jih kar imam. Če so me čevlji tiščali, če so se čevlji raztrgali, je on to vse popravil. Ura ni šla, je popravil. Skratka, veliko stvari je znal in je tudi sam rekel, vzet mi je bil sluh, ampak dano mi je bilo pa veliko drugih stvari. Ob 110. obletnici umetnikovega rojstva je Kulturno-umetniško društvo Sveti Gregor v sodelovanju z Ribniškim muzejem v tamkajšnjem kulturnem domu pripravil pregledno razstavo njegovih del. Pokojnega umetnika Jožeta Levina sem spoznal že v otroških letih. Ko smo mulci iz šole se vračali domov, smo se oglasili pri njem in občudovali, ki je on ustvarjal. Predvsem slike, vidimo pa, da je delal mnogo več. Naša predhodna generacija ve povedati, da je ogromno del šlo v tujino. Saj so naši izseljenci, ko so prišli na obisk, vedno želeli ponesti del Slemen oziroma kakšno naše dele, tudi kot spomin, kot dragocen spomin na dom ali pa na naše kraje. In ta Jože Levin je praktično vsakemu ustregel in naredil ogromno del. Ker smo želeli, da obeležimo ta jubilej nekako malo bolj na veliko, pri Svetem Gregorju pa njegovih del še nismo razstavljali v celoti, mi je prišla na idejo, da to naredimo v našem kulturnem domu. Povezal sem se z našo rojakinjo Polono Rigler-Grm, ki dela v rokodelskem centru Ribnica z njegovima hčerkama in prišli smo na pobudo oziroma na dogovor, da v letošnjem letu pripravimo to pregledno razstavo njegovih del, ki je bila 3. junija, je bila otvoritev. Menim, da je bil ta naš ljudski umetnik, slikar Jože Levin, premalo cenjen v tistem času, ko je živel. Mogoče tudi časi niso bili naklonjeni toliko tej ljudski umetnosti, sem pa prepričan, da bo ta razstava tudi prinesla k
k njegovi prepoznavnosti, vsaj upam in želim si tako. Razstavo ljudskega umetnika Jožeta Levina si lahko v Kulturnem domu Sveti Gregor ogledate vsako zadnjo nedeljo v mesecu ali po dogovoru do konca novembra.